In za konec želim izpostaviti, da je Anton Komat izredno plodovit pisec, kritične, znanstvene in tudi filozofske besede. In tako bi mogoče samo par besed vas prosila, če lahko poveste o eni in o drugi, da bodo vedeli naši gostje, za kakšne knjige gre. Naslov te knjige je Brodolomci na splavu Meduze. To je znamenita slika, ki visi v Louvru, prikazuje tisto tragedijo ladje Meduze, ki je krasna podoba naše civilizacije, se v uvodu je to opisano. Mi smo te brodolomci, ne. Mi smo vse in smo pristali na to, da prepustimo vodenje te ladje popolnim nesposobnežem, ne. In zato je ladja pač doživela brodolom in so potem ti brodolomci v medsebojnem obračunavanju poskušali preživeti. To je zelo dramatična štorija, ki se je resnično zgodila. V tej knjigi je 120 esejev, vsak se zase bere, so sortirani v neke pomenske sklope, tako da obravnavajo vse take najbolj aktualne teme tega sveta. Če par naslovov povedam, svet v točki razcepa, to sem prej govoril o tej, ne, ni vizije razen televizije, Evropa je izgubila srce, recimo hrana kot orožje, človek ni stroj in tako naprej. Skratka, aktualne teme, samo gozdovi nas varuje pred ledeno dobo, skratka, tle imate 120 tem, vsaka se zase bere, tako da je to na 3-4 straneh, knjiga ima preko 400 strani, to je to. Tale je pa zanimiva zato, ker sva s Karlom Gržanom že povezana več kot 10 let, no, in sva imela v bistvu idejo, da vsak svojo knjigo izda, in pa sva se zmenila, da bo obi knjigi dala skupaj v eno, in to je ta knjiga. Resnica vas bo osvobodila. Jaz sem imel priliko, da sem v reviji Jana, kjer piše že 18 let, lahko od marca 2020 pa do konca novembra lansko leto nemoteno objavljal vse kritike na račun COVID histerije, dokaj se niso name spravili in so grozili urednici, da bo izgubila službo, če ne bo nehala moje tekste objavljati. Ravno tako so grozili urednici našega občinskega glasila, da bo izgubila službo, no, in tudi obe sta mlajši ženski z majhnimi otroki in nisem pač se čutil primernega, da bi njima onemogočil kariero oziroma da bi zaradi mene na cesto letel, in pa smo doživeli en tak kompromis, da smo naredili Wink in zdaj pri obeh spet objavljamo tako naprej. To je tisti pritisk, veste, ko je bil najhujši glede cepilne histerije. Vse veste, en vic za finale še povem, preden vas povabim knjigam. Ko smo imeli celonočno cepljenje v Sloveniji, ne, to je višek histerije je bil takrat, ne. Torej se spomnite une nore dohtarce, ki je rekla, da po noč po gozdu brez maske se ne sme hoditi, kajti povsod širimo aerosolni oblak z virusi, ne. In tu, če je kdo po noči sam v gozdu, je ta oblak okoli njega in najbolj ziha, da imaš tudi takrat masko gor, ne, in da bi pa oblast tudi to preprečila, da ne bi slučajno kdo po noč brez maske po gozdu hodil, so uvedli pa policijsko uro, ne, se to veste. Tako da smo bili pri meduž doma, da nismo mogli okoli hoditi. No, in ko smo imeli še cepilno histerijo, je pa en vic, ki je meni to kluškan, ki je tak, se moški zbudi, ne moš, ne, in tako malo pošlata, jo žene pa ni, ne, prazna posla zraven, ne, ja, če jo ni, je šla na celonočno cepljenje, ne. Potem se on še zjutraj zbudi, pa spet žene ni, ja, pa šla pa na dopolnilno, ne. Tako da, to so bili neki štosi, ki je skrajni cajt, da jih povemo, no, jaz sem takrat tudi predlagal neko najcenejši test, ne, za COVID, ne, ko so Kitajci poruntali, da je virus tudi v iztrebkih človeka, ne. So naš laboratorij celo začel v kanalizacijo pobirati ven iztrebke in iskati virus not, so to teorija na kvadrat, ja, valjda so zavohali denar, ne. Samo da se kaj počne, denar je bil neomejen,
No in potem sem jaz predlagal, najcenejši test, da zjutraj vstaneš in daš kazalec v anus, v rit, ne. In če povohaš, ne, če nič ne vohaš, imaš COVID. Ker je nos zablokiran. Super test pa je, da daš še enkrat v anus, pa poližeš. Tudi okusa nimam, COVID dvakrat potrjen. No in pa še en štos je pa bil, ko sem nadaljeval s tem, v tem smislu, da če pa je v prebavilih virus, ne, je pa to zelo nevarno, recimo, si predstavljate hrvaško plažo, ne, zdaj mi gremo na Hrvaško morje in se tam sončimo na njihovih plažah, ne, če je virus v prebavilih, ne smeš prdent, ne, ker je aerosol ven z virusi vred. Torej, treba imeti eno masko tle, eno pa še na riti. Torej, pa sem pa opisal, kako bi izgledala kolonija slovenskih turistov na hrvaški plaži, da imajo vsi maške še na rit nataknjene, da ne bi slučajno širili virusnih aerosolov po plažah. Tako, da je taki. In te predloge nobeni upoštevajo, tudi krekne, mislim, to je škoda, ne? Tako, hvala, mislim, za tole popestritev.